Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na praznovanju našega občinskega praznika. Poseben pozdrav voščim predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojziju Kovšci. Lepo, da ste prišli k nam v Vuzenico. Lep pozdrav županu občine Vuzenica Franju Golobu. Podžupanju Srečku Lampretu. Srčno dobrodošli svetnica in svetniki našega novega pomlajenega občinskega sveta, članice nadzornega odbora, vsi zaposleni v naši občinski upravi, predstavniki javnih zavodov, društev in ostalih organizacij, ter seveda naši gospodarstveniki in podjetniki. Zaradi vseh vas je naša Vuzenica to, kar je. Občina, v kateri se imamo lepo, občina, kjer ljudje radi stopijo skupaj, radi kaj naredijo. 25-letnico naše občine praznujemo letos in na to smo izjemno ponosni. Čeprav naša občina je bila že v preteklosti izjemno pomemben kraj, kajti težke pravice smo dobili že leta 1289. Takrat je bil to kraj, ki je nekaj pomenil v Zgornji Dravski dolini in tako je še danes. Seveda pa zgodovina teče naprej, vse se je razvijalo in k nam je prišel tudi Anton Martin Slomšek, ki je bil pri nas nadžupnik in šolski nadzornik v letih 1938 do 1844, na kar smo še posebej ponosni, kajti takrat so tukaj nastala tudi njegova najlepša in najboljša dela. Med drugim tudi prvi slovenski učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Ja, bogato zgodovino imamo tukaj le v Vuzenici in na njo smo upravičeno ponosni, kajti ko spoštuješ zgodovino, lahko ustvarjaš sedanjost in prihodnost. In lepo sedanjost in prihodnost ustvarjamo na čelu z županom Franjem Golobom, ki ga sedaj vabim k besedi, prosim. Spoštovana občinska svetnica, spoštovani člani občinskega sveta, spoštovani častni občani, nekdanji župan gospod Miran Kus, spoštovani prijatelj, predsednik Državnega sveta gospod Alojz Kovšca, spoštovana županja občine Dravograd gospa Marjana Cigala, podžupan občine Muta gospod Milan Stramec, spoštovani podžupan gospod Miran Pušnik, spoštovani podžupan Alojz Klančnik in spoštovanja podžupanja gospa Martina Šisenik. Lep pozdrav vsem skupaj, ki jih je že moderatorka naštela. Torej, prisrčni pozdrav z moje strani občine Vuzenica na slavnostni seji. Občina Vuzenica danes in letos praznuje svojih 25 let. Svojih 25 let samostojnosti, ko smo stopili na svojo pot in od takrat so občani in občanke z referendum nekako odločili, da želimo biti samostojni. Napredek, delo, povezovanje, strpnost, medsebojno razumevanje je pripeljalo do tega, da danes lahko v miru in, moram reči, zadovoljni praznujemo ta svoj praznik. Veste, da občina Vuzenica praznuje jutri, 15. avgusta, ko se v Vuzenico zgrnejo številni romarji,
praznovanju Marijinega praznika. In takrat jih želimo v Vuzenici tudi prisrčno in toplo sprejeti. Kljub gospodarski rasti in finančni stabilnosti se občina še vedno bori z sredstvi, ki nam po zakonu pripadajo. A v občini Vuzenica smo lahko zadovoljni s svojim delom in rezultati dela. Občina ima kljub skromnemu proračunu finančno stabilno situacijo. Kljub temu, da smo s težavo uskladili vse postavke v proračunu, so v njem zagotovili potrebna sredstva za delovanje vseh zavodov in delovanje društev, se ravno društva predstavljajo naše največje gibalo družbenega, kulturnega in humanitarnega dela v naši občini in v korist in dobrobit občanov in občank. Kljub vsem težavam, ki nas pestijo, pa lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bila v zadnjem letu naša občina uspešna pri izvedbi projektov in tudi pri učinkovitem črpanju sredstev, tako iz evropskih in državnih skladov. Pa naj omenim samo nekaj največjih postavk, ki jih je v tem letu izvršujemo in smo jih že izvršili. Pred leti smo zaključili izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave, ki smo jih gradili skupaj z sosednjo občino Muta. Res pa da, takrat nismo bili deležni do deleža sofinanciranja za izgradnjo sekundarnih vodov. Čistilna naprava že obratuje kar nekaj let. Sredstva tudi v tej finančni perspektivi niso zagotovljene občinam, ki izpadajo in so manjše od 2000 populacijskih enot ali aglomeracij. Zaradi tega želimo na ta sistem vsako leto priključiti kar največ naših občanov in občank. Največji projekt, ki ga v tej finančni perspektivi izvajamo, je seveda oskrba z pitno vodo v Dravski dolini. Nosilna občina Dravograd, ki ima kar velike težave skupaj z nami vsemi deležniki, in se bi rad zahvalil seveda gospe županji, ki strpnostjo prenaša naše seje odbora, ki jih imamo enkrat mesečno, predvsem pa neposluh včasih tudi države zaradi sistema, nedelovanja, predvsem pa nerednih plačil izvajalcem. Zaradi tega imamo kar precej težav, da smo nekako pred zaključkom tega dela 50-milijonskega projekta oskrbe Dravske doline, vključno z občino Podvelka, Radljami ob Dravi, Muto, Vuzenico in Dravogradom. Nikdar ne pozabimo na našo kulturno dediščino. In prav v letošnjem letu smo bili uspešni pri razpisu, pridobili nekaj sredstev in obnovili obzidje okrog naše stolne cerkve v centru Vuzenice. Pomagali pri obnovi fasade, obnovili kapelice. Tako da zgodovina, ki je sega zelo daleč nazaj, in nikako ne smemo pozabiti in ohranjamo to tudi z sredstvi, ki jih namenjamo iz proračuna. Da je največje bogatstvo so naši najmlajši, torej tisti, ki obiskujejo naš vrtec, našo osnovno šolo, in tukaj je potrebno poskrbeti tako za zakonodajo, kakor tudi z infrastrukturo, ki jo potrebujejo. Tako v našem zavodu, kakor tudi vsi prostovoljci, ki redno brezplačno koristijo naše objekte. In v letošnjem letu seveda smo pričeli z drugo fazo obnove vrtca v Vuzenici z stalnim ogrevanjem, z takšnim prostorom, kjer se srečujejo najmlajši in se počutijo tudi varne. Obnova telovadnice ne omenim, pridobitev igrišča z umetno travo in še bi lahko našteval, kar se tiče naše šolske, predšolske vzgoje in pa tudi športne infrastrukture. Nabava gasilskega moštvenega vozila je pred vrati. V jesenskem delu bomo seveda pripeljali eno novo vozilo. Gasilci, kot jim rače rečem, so županova vojska, pa tega so poveljnik, predsednik in člani gasilskega društva tudi navajeni. Kajti, kdaj rabimo pomoč, se klicu na pomoč nikdar ne odpovejo, ampak so prvi tisti, ki stojijo v brami županu in v pomoč občanom in občankom. Čeprav je bilo upravljenih še mnogo drugih nalog, pa je že izpovedanega izhaja, da je bilo preteklo leto v občini Vuzenica zelo pestro in na rezultate dela smo lahko ponosni vsi občani in občanke občine Vuzenica. Seveda pa poleg navedenih skupnih projektov je bila posebna skrb posvečena povezovanju in sodelovanju s sosednjimi občinami v okviru sveta Koroških regij in Koroške regije, in prav letos smo prevzeli to vlogo predsedovanja v občini Vuzenica. Ker župani usklajujemo in skupno načrtujemo aktivnosti, ki imajo pomen za vso regijo.
Aktivno delujemo tudi v skupnosti občin Slovenije, kjer se tudi sedaj borimo in na pobudo predsednika države. In imam veliko čast, da je danes z nami tudi predsednik državnega sveta, ki ima vlogo, da v tem mandatu zagotovimo tudi regije. Rekli smo, da bomo šli od spodaj navzgor, da ne bomo prvi govorili, koliko bomo imeli regij, ampak naloge, ki jih država nalaga občinam in tiste naloge, ki bi občine morale naložiti državi. In obljuba moja kot predstavnikov državnega sveta vseh 12 občin Koroške regije, interesnih skupin in lokalnih interesov kot največji skupini v državnem svetu, je zavezana k temu, da bomo skupaj z vsemi tremi Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, z Združenjem mestnih občin Slovenije, z državnim svetom in pa z ljudmi, ki vedo, kako se temu streže. Pred mnogimi leti je bil zakon že skoraj pripravljen, pa je žal zaradi politične nevolje padel. Seveda pa vseh uspehov in rezultatov dela ne bi bilo brez dobrega sodelovanja z občinskim svetom in njegovimi delovnimi telesi. Ob zaupanju ponovnega mandata v jeseni kot župan sem našel skupni jezik, hkrati pa s predstavniki številnih društev v občini, s katerimi vse enkrat letno z ožjimi sodelavci se sestajam na posvetih oziroma zborih občanov in od občinskega sveta dobili veliko idej, pripomb in stališč, ki jih za občinsko upravo uporabim pri pripravi predlogov, načrtov in izvedbi projektov ter ostalih nalog. Dovolite mi, da se v tej priliki za razumevanje, sodelovanje in pomoč zahvalim podžupanu, vsem članom občinskega sveta, članom njihovih delovnih teles, nadzornemu odboru, članom občinske uprave, direktorici turistično-informacijskega centra, predstavnikov društev, direktorjem zavodov in vsem, ki ste dali svoj prispevek pri delu naše občine in s tem pripomogli k boljšemu počutju in boljših pogojev za življenje naših občanov, katerim je občina v prvi vrsti tudi namenjena. Vsem, ki ste danes navzoči na tej seji in vsem, ki se boste udeležili številnih prireditev ob vozeniških dnevih, 25 let jih letos praznujemo, želim veliko lepih trenutkov v naši občini, željo, da nas še kdaj obiščete. Vsem občankam in občanom naše občine želim lepo praznovanje občinskega praznika in obilo sprostitve na naših prireditev v sklopu 25 vozeniških dni z željo, da bo naše sodelovanje v naslednjem obdobju še bolj plodno in v obojestransko korist. Prejemnikom občinskih priznanj, ki bodo danes prejeli najvišja priznanja naše občine, za svoj doprinos k razvoju in ugledu občine se zahvaljujem za njihov bogat prispevek na gospodarskem, kulturnem, družbenem in humanitarnem področju in jim seveda iskreno čestitam. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. Ja, veliko smo že naredili, veliko delamo in veliko še bomo postorili v naši občini Vozenica. Ob praznovanju pa seveda zaigramo. Našo himno nam je zaigral kvartet saksofonov glasbene šole Radlje in tudi sedajle nam bodo zaigrali Summertime Georgea Gershwina.
lepa, še jih bomo danes slišali. Ja, v poletnem času praznujemo v občini Vuzenica in prišli smo do najslovesnejšega trenutka, kajti podelili bomo odličja občine Vuzenica. V skladu z odlokom o občinskem prazniku in priznanjih občine Vuzenica je župan občine Vuzenica Franjo Golob sprejel sklepe o podelitvi letošnjih priznanj občine Vuzenica in sicer. Ob tradicionalnem že 10. kolesarskem maratonu iz Dravske doline do Slovenske obale je župan v juliju 2019 podelil priznanje občine Vuzenica kolesarski sekciji športnega društva Ožbalt za športne dosežke. Ob 40-letnici delovanja vrtca Vuzenica je župan v juniju 2019 podelil priznanje občine Vuzenica vrtcu za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja. Ob 20-letnici delovanja turistično-športnega društva Sveti Primož Šentjanž nad Dravčami je župan občine Vuzenica temu društvu v juniju letošnjega leta podelil priznanje občine Vuzenica za dolgoletno uspešno delo na področju kulture, turizma, športa in družabnega življenja. Ob 25-letnici naše občine in stalno sodelovanje pri praznovanju občinskega praznika oziroma v sklopu Vuzeniških dni pa bo jutri nadžupnija Vuzenica prejela priznanje občine Vuzenica. Ob občinskem prazniku, torej danes, pa župan podeljuje dve pisni priznanji in sicer prvo vaški godbi Vuzenica za 10-letno ustvarjalno delo ter pomemben prispevek in uspehe na področju kulture in družabnega življenja v občini Vuzenica. Prosim župana in podžupana. In seveda predstavnika godbe. Ni nikogar, bodo dobili kasneje. Pisno priznanje župana pa prejme tudi Andrija Haložan za 50 let prizadevnega dela kot zdravnik v naši občini. V skladu z odlokom o občinskem prazniku in priznanjih občine Vuzenica je občinski svet na svojo 8. redni seji dne 20. junija 2019 na podlagi prejetih predlogov sprejel sklepe o podelitvi letošnjih priznanj občine Vuzenica. In sicer, plaketa občine Vuzenica je priznanje, ki ga podeli občinski svet občanom, skupinam, ljudi, gospodarskim družbam, organizacijam, društvom in drugim civilnopravnim osebam za pomembne uspehe na posameznem področju dejavnosti v občini v zadnjem letu in za dolgoletno delo v korist občine, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini in krepijo njen ugled. Plaketo občine Vuzenica prejme Šiviljstvo Knez, Majda Knez SP. Za pomembno delo, zasluge in dosežke pri razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Vuzenica. Šiviljstvo Knez je bilo ustanovljeno pred 23 leti in se je prvotno ukvarjalo le s šivanjem tekstilnih izdelkov. Kmalu pa so svojo dejavnost razširili še s trgovino, ki danes slovi z bogato ponudbo in ugodnih cenah daleč naokoli. S tem sledijo svojemu motu ponuditi kupcu kvaliteten izdelek po konkurenčni ceni, kar je garancija za dolgoročno poslovno politiko, dolgoročno poslovanje in nadaljnji razvoj podjetja. Leta 1996 se je v svet podjetništva pogumno podala mama Slavka in praktično iz nič ustvarila šivalnico in tudi zaposlila prve delavke. Od leta 2015 podjetje ambiciozno vodi in širi dejavnosti hčerka Majda. Šiviljstvo Knez je v vseh teh letih dokazalo, da stremi k stalnemu razvoju in kvaliteti, kar dokazujejo številni kupci, ki se množično zgrinjajo v njihovo trgovino od blizu in daleč. Celoten kolektiv se trudi, da bi bili kupci zadovoljni z izdelki kot tudi storitvami. Podjetje trenutno zaposluje 10 delavk, s čimer znatno prispeva k gospodarskemu razvoju okolja in občine, v kateri deluje. Predlagatelja, zaposlene delavke Šiviljstva Knez
in Franjo Golob, župan občine Vuzenica. Plaketo občine Vuzenica prejme Smučarski klub Vuzenica. Smučarski klub Vuzenica je klub z jasno vizijo, ki se zaveda, da so vlaganja v razvoj nujna za dosego želenih rezultatov ter da postaneš zanimiv in prepoznaven. Njihova osnovna usmeritev ostaja smučanje, a želijo nekaj več, za nas vse. Sistematičnim delom v svoje vrste vključujejo nove in nove generacije otrok, ki jim želijo približati šport v različnih oblikah. Rezultat tega so vrhunski dosežki njihovih tekmovalcev v vseh kategorijah. Člani kluba mnogo svojega prostega časa namenijo delu v klubu in s tem dokazujejo, da je skupnimi močmi možno izpeljati še tako zahtevne projekte. Poleg organizacije tekem različnih disciplin alpskega smučanja, vsako leto ob zaključku sezone pripravijo tekmo v ski-krosu, smučanju v prostem slogu. Že več let izvajajo projekt, s katerim povezujejo zimske in poletne aktivnosti kluba. Od leta 2015 v okviru Vuzeniških dni namreč organizirajo inline slalom na rolerjih in s tem v Vuzenico privabijo tako slovenske kot tudi klube iz tujine. Prav v soboto so jih. Tradicionalna je postala tudi kolesarska dirka v njihovi organizaciji Skok na Kaštivnik, ki se je vsako leto udeleži več tekmovalcev. Predlagatelj Zvonko Pečolar. Plaketo občine Vuzenica prejme gospa Marija Naglič. Marija Naglič je dolga leta aktivna članica Društva upokojencev Vuzenica. Zadnjih 5 let je tudi blagajničarka društva in že 3. mandat članica upravnega odbora odgovorna za šport. In prav na tem področju se kaže njen največji doprinos, saj so rezultati vidni na mnogih športnih področjih. Z njenim angažiranjem in vodenjem se je v Društvu upokojencev Vuzenica pričelo z aktivnim pikadom, ribolovom, smučanjem in šahom, z rekreacijo za člane Društva upokojencev, kegljanjem, tudi s kroglo na Vrvici, kjer je Društvo upokojencev ustanovitelj tovrstnih tekmovanj v okviru Koroške pokrajinske zveze. Članice pa so bile prvakinje Koroške od leta 2011 do 2018, moške ekipe pa, razen leta 2013, prav tako. 2011., 13., 15. in 17. leta pa so tako moške kot ženske ekipe Društva upokojencev Vuzenica osvojile naslov državnega prvaka v pikadu. Gospa Marija Naglič tudi aktivno sodeluje kot organizatorka vseh športnih in ostalih dogodkov. Aktivna pa je tudi na drugih področjih in v drugih društvih, Planinskem društvu in Koronarnem klubu, kjer je opravila številne naloge na področju sociale in humanitarnega dela. V obdobju 2014-2018 je bila tudi aktivna občinska svetnica ter članica večjih odborov in komisij občinskega sveta. Marija Naglič je svojim delom dodala pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini in s tem tudi k njenemu ugledu. Predlagatelja Društvo upokojencev Vuzenica in Društvo za srce in ožilje Koronarni klub Dravske doline.
Hvala lepa in iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem. Sedaj pa bomo spet prisluhnili malce glasbi. Matevž Glasenčnik prihaja semkajle na oder, če lahko tako imenujem. Zaigral nam bo na klarinet, čeprav fant zelo dobro igra tudi diatonično harmoniko, ampak tokrat se je odločil za klarinet in sicer skladbo Alojza Ajdiča, pesem Predmestja. Izvoli. Hvala lepa za pesem Predmestja. Zdaj pa znova vabim župana in podžupana, kajti podelili bomo nagrado občine Vuzenica. Nagrada občine Vuzenica je priznanje, ki ga podeli občinski svet občanom, skupinam ljudi, gospodarskim družbam, organizacijam, društvom in drugim civilnopravnim osebam za izjemno pomembno delo, posebne zasluge in izredne dosežke pri razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Vuzenica na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti, posebej pa za dosežke na gospodarskem, kulturnem, humanitarnem, športnem in drugih področjih, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini. Letošnjo nagrado občine Vuzenica prejme turistično športno društvo Sveti Primož na Pohorju, Šentjanž nad Dravčami. Turistično športno društvo Sveti Primož na Pohorju, Šentjanž nad Dravčami je bilo ustanovljeno leta 1999 in letos praznuje 20 let uspešnega in plodnega delovanja. Njegovo delovanje predstavlja pomemben dejavnik družbenega, kulturnega, športnega in družabnega življenja v kraju in občini. Že vrsto let, tudi že pred formalno ustanovitvijo društva, so ob vsakih vuzeniških dnevih in tudi ob številnih drugih priložnostih skrbeli za ohranjanje ljudskih običajev. Njihov vsakoletni prikaz domačih gospodarskih in kmečkih opravil ter običajev pomembno prispeva k ohranjanju le-teh, kot tudi k izročilu, s katerim mlajše generacije spoznavajo ta opravila, orodja in običaje, kot so jih živeli naši predniki, in tudi ljudi iz drugih krajev privabi. Predstavljajo pa se tudi v drugih krajih in s tem prispevajo k prepoznavnosti naših krajev in naše občine. Temu društvu je občina dala v upravljanje obnovljen objekt Doma krajanov na Svetem Primožu, bivše podružnične šole in igrišče, društvo pa zanjo tudi v polni meri lepo skrbi, saj je ta dom postal pravo zbirališče krajanov vseh generacij. Tam se odvijajo številni, tako družabni, kakor tudi družbeno-politični dogodki, kot so volitve, zbori krajanov in drugi.
Posebej se člani turistično-športnega društva Primož Šentjanž angažirajo ob tradicionalnih spominskih dogodkih, kot je proslava ob obletnici Zidanškove brigade v začetku januarja in na dnevih domoljubja z uro zgodovine, na katerem vsako leto v času vuzeniških dni poteka srečanje domoljubnih in veteranskih organizacij ter občanov. Prav zaradi dobre organizacije in gostoljubja se teh prireditev udeležuje vedno več ljudi. Organizirajo tudi številne športne aktivnosti, pomagajo pa tudi pri organizaciji drugim društvom, kot na primer Društvu upokojencev Vuzenica pri organizaciji regijskega tekmovanja v kegljanju s kroglo na Vrvici. Še veliko je aktivnosti, ki jih turistično-športno društvo Primož Šentjanž uspešno izvaja, kar je vsekakor rezultat velikega števila prostovoljnih ur dela in angažiranosti prizadevnih članov, ki dajejo temu kraju poseben pečat. In ne morejo si predstavljati nadaljnjega življenja in razvoja kraja brez delovanja tega društva. Člani društva pa ob tem obljubljajo, da bodo po svojih najboljših močeh uspešno delovali in delali še naprej. Predlagatelj Društvo upokojencev Vuzenica. In da rabijo v teh prostorih nov televizor. Danes je pretežek, zato samo vrednosti bom, da se ga bodo kupili. Spoštovani gospod župan, spoštovani občinski svet, predlagatelji, veseli in ponosni smo, da ste spoznali oziroma da poznate delo društev, našega društva in vsega prostovoljstva v občini Vuzenica. Iskrena hvala za tole veliko nagrado. Ta nagrada nam pomeni, da je naše društvo na dobri poti, da delamo dobro. V letošnjem letu smo praznovali 20. obletnico delovanja in ko smo šli v bistvu naredili neko analizo skozi vseh teh 20 let, smo šele ugotovili, kaj v bistvu oziroma koliko smo v bistvu naredili v teh 20 letih. Koliko aktivnosti, dogodkov in pa vsega se je zgodilo. Ob tej priložnosti bi se prav prisrčno rada zahvalila vsem našim članom, ki so kakorkoli v vseh teh 20 letih delovali in po svojih močeh prispevali k delovanju in uspehom društva. Ta nagrada dejansko za nas pomeni neko spodbudo in pa seveda tudi zavezo za naprej, da bomo še naprej delali tako dobro. Zato pozivam oziroma vabim vse člane društva, da smo še naprej tako aktivni in pa vse tiste, ki se še vedno niso naši člani, se nam lahko pridružijo. Delali bomo, dobili smo bon, ne bomo samo televizije gledali, naredili bomo kaj, nekdo je prej rekel, da smo člani, ki radi veliko delamo, pa malo govorimo. Hvala še enkrat. Hvala lepa. No, mi samo upamo, da glede na to, da veliko pozornost dajete preteklosti in etnologiji, da se ne boste kupili črno-bele televizije. To bi bilo v skladu z vašim delom. Zdaj pa spet k glasbi, kvartet glasbene šole Radlje, Colin Coles in Promenada.
Hvala lepa. Spoštovani gostje, če kdo želi izreči kakšno besedo v počastitev praznika občine Vuzenica, sedaj je napočil trenutek, da lahko pristopite k nam in kaj poveste. Gospod Kovšcar, prosim. Spoštovani gospod župan, državni svetnik in predvsem moj prijatelj Franjo Golob, spoštovani gospod podžupan Srečko Lampret, spoštovana županja občine Radio Dravi, podžupani Dravograd, se opravičujem, spoštovana županja občine Dravograd, spoštovani podžupani sosednjih občin, spoštovana članica občinskega sveta in člani nadzornega odbora, če sem prav slišal, dragi občani, občanke, dovolite mi, da vas najprej pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in v svojem lastnem imenu. Današnjo priložnost, da vas obiščem in vabilo, ki sem ga prejel od vašega župana, svojega dobrega prijatelja, sem sprejel z zelo velikim veseljem. Prvič imam namreč možnost, da vas obiščem v vlogi predsednika Državnega sveta. V Vuzenici sem nekajkrat že osebno bil, sicer za kratek čas, ampak moram reči, da mi je kraj ostal v spominu kot lep in urejen. In ob tej priložnosti vam najprej čestitam vaš občinski praznik. Rečeno je bilo, da je občina mlada, ampak dejansko je samo 3 leta mlajša od naše države, ki je tudi mlada. In v novejših letih, v novejših časih se zgodovina nekako bolj gosti, kot se je v preteklosti. V preteklosti smo rabili 100 let od enega izuma do drugega, zdaj rabimo za to šele kakšno leto ali kakšen mesec več. In v teh 25 letih je Vuzenica napravila zelo velike korake v pozitivno smer. Ko sem poslušal, s kakšnimi dosežki in s kakšnimi ljudmi se tukaj ponašate, moram reči, da se tega ne sliši pogosto in ne povsod. Lahko ste zadovoljni, živite res v lepem kraju, v kraju, ki se mu obeta svetla prihodnost, s takimi ljudmi, ki svoj čas in svoje talente porabijo za dobrobit vseh vas. Zato vsem današnjim nagrajencem in prejemnikom priznanj iskrene čestitke in želja, da bi nadaljevali tako še naprej, s svojim svetlim primerom kazali tudi drugim, kako se da, z manj sredstvi, pa z veliko več truda in dobre volje. Danes je bilo rečeno, da moramo spoštovati zgodovino in kdor svoje zgodovine ne pozna, težko najde pravo pot v prihodnost. S tem se strinjam. Ampak treba je biti tudi kritičen do vseh tistih napak, ki smo jih storili v preteklosti in predvsem biti kritičen do napak, ki jih počnemo danes. V Državnem svetu se imamo nekako za glas razuma in kritiko obstoječega sistema, skrbimo za to, da bi bila zakonodaja, ki jo sprejemajo v Državnem zboru, čim bolj kakovostna in pisana po meri ljudi.
Včasih to koga razburja in bi nas rad ukinil. Ko pa seštejemo vse rezultate našega dela in pogledamo za nazaj, na kaj smo opozarjali, pa je bilo preslišano, vidimo, da smo še kako imeli prav. Ne rečem, da je državni svet svet modrecev, kjer se ne motimo in kjer imamo kdaj tudi narobe, ampak nekaj nas odlikuje. Imamo pogum iskreno spregovoriti o vseh problemih, nobenega se ne izognemo, karkoli nam civilna družba naslovi, z veseljem sprejmemo in obdelamo, tako ali drugače, predlagamo konkretne rešitve in če so rešitve, ki pridejo od drugod slabe, jih tudi pokritiziramo. Priznamo pa tudi svoje napake iz preteklosti. Dovolite, da danes nekaj spregovorim o občinah oziroma o lokalni samoupravi. Slovenija je mlada država, demokratična država, ampak demokracija je roža, ki zelo hitro vene, če jo ne negujemo dovolj skrbno in z dovolj veliko ljubezni. Ob nastanku 212 občin so se mnogi spraševali, a je to potrebno, a je to odvajanje, a je to drobljenje. In takrat, ko sem sam osebno razmišljal o tem, ali res potrebujemo 212 občin, sem prišel do zaključka, da to sploh ni slabo. Veste, če se primerjamo z nekaterimi razvitimi demokracijami Evropske unije, tudi tam poznajo veliko število majhnih občin, ki so uspešne. In po 1000 letih, ko je slovenski narod prvič dobil svojo državo, je bilo treba svobodo in demokracijo spustiti prav do vas, do ljudi, in dati možnost neposrednega odločanja čim večjemu številu ljudi. In zato je prav, da imamo toliko občin. Ampak v teh 28 letih razvoja slovenske demokracije se je zgodil še en proces, ki ga nimamo prav tako zelo radi, imenuje se pa centralizacija. Dobili smo navidezno možnost odločanja, v resnici se je pa vsa moč, in ta moč se kaže skozi proračun in delitev proračuna, skoncentrirala v Ljubljani. Ljubljana se je na nek način odtujila periferiji, postala je center moči, postala je center dogajanja. In navkljub vsem vašim uspehom in vašemu trudu, da bi se periferija razvijala enakomerno, brez zagotavljanja sredstev in enakovrednosti pri soodločanju, to ni mogoče. Zato imamo zelo velike državne projekte, ki redno nasedajo, zato imamo nekatere odločitve podobne uravnilovki, ki vse kraje po Sloveniji postavljajo na isti imenovalec, pa je to popolnoma nesmotrno, ker imamo drugačne, različne razvojne možnosti, imamo različne razvojne potencijale in čas je, da se odločanje iz Ljubljane preseli tja, kjer potrebe po odločanju nastajajo, na regije. Državni svet Republike Slovenije je prevzel nase nalogo, da poizkuša decentralizirati državno oblast, da poizkuša odločanje in delitev sredstev približati občinam z ustanovitvijo regij. Poizkušale so politične stranke to že v preteklosti. Vedno se je zalomilo pri tem, koliko regij bomo imeli in katera politična opcija bo njih imela prevladujoč položaj. No, naša želja je, da bi politiko do zadnje možnosti izključili iz tega odločanja o nastanku regij. Zato smo v državnem svetu najprej pozvali različne vrste strok, od pravne, ekonomske, geografske, etnološke, prav vse smo povabili k sodelovanju. V tem trenutku sodeluje več kot 50 doktorjev znanosti, sodelujejo vse univerze v Republiki Sloveniji, sodeluje večina inštitutov, ki se ukvarjajo z organizacijo javnega in družbenega življenja in poskušamo najti rešitev, ki je približek najboljši. In ko bomo gotovi, da smo takšno rešitev našli, bomo prišli med vas, med ljudi in vas, če ne drugače, pa z ljudskim referendumom poskušali povprašati o tem, ali se strinjate, da pokrajine nastanejo takšne, kot bomo iz teh znanstvenih izsledkov poskušali predlagati in potem bomo to voljo ljudstva
servirali političnim strankam, ki bodo na koncu v parlamentu morale sprejeti odločitev, da ali ne, in če ne, potem tudi odgovornost, zakaj pokrajin nimamo. Pokrajine so nujno potrebne za skladen razvoj države v različne smeri. Nimajo vsi kraji po Sloveniji, kot sem že rekel, enakih razvojnih potencialov, enakih možnosti, enakih interesov. Da bi se pa lahko skladno razvijali vsak v svojo smer, morajo prav vsi dobiti enako pravico do odločanja. Ko sem se danes vozil v vaš kraj, sem veliko bolje razumel vašega župana Franja Goloba, ki vsakič, ko pride v Ljubljano, se priduša, kdaj bo Koroška dobila dostojno povezavo do osrednje Slovenije. Ne samo, da jo potrebujete, tudi zaslužite si jo. In zdaj res razumem, odkot vsa ta njegova energija in ves ta boj vsa leta, kar ga poznam, da bi dobili to avtocestno povezavo. In obljubim, da ga bom pri tem podpiral. Spoštovani gospe in gospodje, včasih, ko rečejo, da smo v državnem svetu samo kritizerji, da ne ponujamo rešitev, mislim, da ne ravnajo prav. Še vedno smo za vsako težavo, na katero smo pokazali s prstom, in vsako napako zakonodajalca pokazali tudi rešitev, ki smo jo mi predlagali. Eden izmed takih primerov je zdaj težava z divjimi zvermi, ki ogrožajo periferijo, ogrožajo kmetovanje. Malo ljudem je znano, da se je v Sloveniji v zadnjih letih od osamosvojitve obseg gozda, in to nekvalitetnega gozda, veliko povečal in da se je obseg obdelovanih površin zmanjšal. Ni res, da samo naše hiše in ulice rinejo v gozd. Res je, da se tudi gozd zarašča na račun obdelovane zemlje. Res je, da se kmetovanje opušča. Res je, da vsako leto izgubimo veliko število domačij in da izgubljamo kulturno krajino. In res je, da se nam ljudje zaradi vseh teh vzrokov izseljujejo. In prav zato v državnem svetu dvigamo svoj glas in predstavniki, ki prihajajo iz vaših vrst, znajo težave, s katerimi se srečujete, prikazati iskreno, pošteno in tudi z vso voljo in močjo udariti po mizi in zahtevati rešitve. No, ravno zaradi tega vas prosim, da vašega predstavnika v državnem svetu podprete v njegovem boju za vašo skupno, boljšo prihodnost, še posebej pri procesu ustanavljanja pokrajin, pa tudi pri rešitvah, ki bomo iskali za sobivanje ljudi in živali na tej zemlji, ki nam jo je Bog tako lepo podaril. Jaz vam želim veliko uspehov v vašem nadaljnjem delu. Povabim vas, da vse težave, s katerimi se srečujete, pogumno postavite na mizo in zahtevate rešitve. To počne vaš župan in to počnite tudi vi. Politika se rada ukvarja samo s stvarmi, ki prinesejo lep ugled v javnosti. Tisto, kar je težavno in težko rešiti, najraje pomete pod preprogo. In na vas je, da poskrbite, da temu ne bo tako. Imate pravico, imate ustavo, imate svoje predstavnike in bodite glasni v svojih zahtevah, če ne boste vedno ostali na obrobju. Torej, želim vam veliko uspeha v nadaljnjem delu. Gospod župan in moj prijatelj, midva se bo v državnem svetu srečala in bova poskušala početi tako, kot počne vaše turistično-športno društvo. Malo manj besed, malo več dejanj, pa bo Slovenija uspešna. Ko sem bil izvoljen za predsednika državnega sveta, me je najprej poklicala mama in mi je čestitala, pa je rekla v primorščini, ker primorec sem: poslušaj, Lojz, jaz poslušam te politike, ma dosti in lepo govorijo, samo jaz nič ne razumem. Daj ti kaj manj povedati, pa kaj več narediti, da me ne bo sram pred sosedi. In upam, da sem njene besede upošteval, vem, da jih Franc je in brez dvoma nam bo uspelo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Prosim še za besede. Spoštovani kolega in prijatelj župan Franjo Golob, spoštovani podžupan Srečko Lampret, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta Vuzenica, spoštovani in cenjeni predsednik državnega sveta, gospod Andrej Košca, spoštovane županja, župani in podžupani sosednjih občin, lepo pozdravljene, spoštovane Vuzeničanke in Vuzeničani, cenjeni gostje. Izjemno veliko čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu občine Radlje ob Dravi in seveda v imenu tistih občin, ki so me danes tudi predstavniki pooblastili, da vam spregovorim nekaj besed in vas o vašem prazniku nagovorim. Iskrena hvala in res veliko veselje in čast, še posebej nekomu, ki je svoje najlepša leta mladosti v otroštvu in pa v najstniških letih preživel v kraju Vuzenica. Izjemno velika čast in veselje, da se lahko po vseh teh letih vračam in vidim, kako se kraj občina Vuzenica razvija in moram res reči iskreno in iz srca, da se res iskreno in iz srca veselim vsakega vašega uspeha, tako kot bi se veselil svojega uspeha. In vsak uspeh, ki ga je danes povedal Franjo, je vreden vašega truda, zalaganja za uspešen razvoj občine Vuzenica. Veliko projektov je, ki jih peljemo skupaj, ker smo že prej ugotovili in tudi predsednik državnega sveta je povedal, da samo v povezovanju lahko uspešno delujemo na področju tudi lokalne samouprave. Veliko projektov je, ki smo jih skupaj zasnovali, ki jih skupaj peljemo, ki jih skupaj snujemo. Veliko je pa tudi takšnih projektov, ki smo jih želeli odpeljati, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih razlogov to ni bilo uspešno dovoljeno, uspešno zaključiti. In seveda nekaj je takšnih, za katerimi se radi pohvalimo. Franjo je prej povedal, da imamo probleme pri vodooskrbi. Seveda nič ne gre tako lahko, kot si pa na začetku zamislimo. Jaz verjamem, da nam bo skupaj uspelo prebroditi tudi te težave in da bomo projekt uspešno zaključili. Tako je bil uspešno zaključen tudi projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pa skupaj odlično sodelujemo na projektih Dravske kolesarske poti, v katerega je vključeno poleg naših občin še 17 oziroma 18 občin celotne Slovenije povezane z reko Dravo. Nekaj je pa takšnih projektov, ki smo jih že zaključili, pa nam spet država nekako ne more priskočiti na pomoč, da bi nam omogočila, da bi lahko izpeljali in dokončali te projekte. Eden izmed teh je tudi Drava kot priložnost. Zgradili smo kompletno infrastrukturo, pridobili evropska sredstva, za katera smo rekli, da jih bomo v 5 letih zagotovo upravičili, vendar pa še danes ne moremo pluti po reki Dravi zaradi nesprejetja uredbe o plovbi strani države. Menda smo zdaj celo prišli na vrsto. Jaz upam, da po 10 letih pričakovanja in zaključenega projekta vendarle pridemo na vrsto in da se Melanija ne bo potrebno voziti na črno po reki Dravi iz našega pristana do Vuzenice, tako da bo lahko lepo pripeljala normalno v skladu z zakonom in uredbo. Pa še nekaj takšnih stvari, ampak ne morem mimo tega, ko imam ravno besedo, da poprosim predsednika državnega sveta, seveda tudi Franjota. A veste, tako kot ste povedali, država je res neverjetno centralizirala to oblast in tudi zadnji predlog zakona o financiranju občin kaže na to. Jaz apeliram na vas, da boste, če ne pri kakšni drugi stvari, pri tej pa vendarle vložili veto in da ne boste dovolili, da bodo odzemali podeželju in dali Ljubljani. Hvala lepa, iskrene čestitke v občinskem prazniku in pa iskrene čestitke vsem nagrajencem. Hvala. Hvala. Bo še kdo izrekel kakšno besedo ob našem prazniku? Vsi predstavniki občin ste pooblastili, torej župana občine Radlje ob Dravi, Alana Bokovnika, skupinsko. Ob tem, gospod Bokovnik, me je župan Franjo Golob pooblastil, da vam izrečem opravičilo, ker vas prej nismo pozdravili, ker vas nismo videli. Ste malce kasneje prišli, potem pa tam v ozadju, ne?
Ni potrebno. Torej, če ne želi kdo več kaj izreči, smo pri koncu današnje svečane seje ob praznovanju 25. praznika občine Vuzenica. Danes smo večkrat slišali, na preteklost smo lahko ponosni, kajti naši predniki so znali in želeli ustvariti takšno preteklost, da lahko mi danes ustvarjamo uspešno sedanjost. In potrudili se bomo, da bomo ustvarili takšno sedanjost, da bodo nanjo ponosni rodovi v prihodnosti. Iskrene čestitke vsem o praznovanju občinskega praznika, čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem, uspešno delo seveda vsem tudi naprej. Po seji pa vsi vabljeni, kot smo danes že slišali, po naši reki pluje Melanija, v, ob in na Melanijo, da se malce podružimo, pa seveda jaz mislim, da nam je ob tej Melaniji boljše, kot pa tam v Ameriki. Lepo praznujte, hvala lepa in udeležujte se še dnevov, ki sledijo, kajti veliko dogodkov je še v okviru 25 vuzeniških dni. Srečno! Želja še, da se vsi nagrajenci zberejo tukaj in da opravimo skupinsko fotografiranje. Vidite tudi predsednik državnega sveta, pa župan. To že ne bo. Naj se zahvalim še razvajalcem glasbenih točk, se ti malo pobegli. Pa Mateo. Šta? Ja, na mizi danes. Ja.